Živja! Midva sva izkoristila velikonočne praznike, pa vzela še 2 dodatna dneva dopusta in tako imava 5 dni, ki jih bova preživela tokrat z avtodomom v Srbiji, državi, ki jo nismo niti še dobro raziskovali, tako da se tudi že veseliva, kaj novega bomo videli, pa predvsem kako je urejen tam tudi za kemperje. Se bomo pa podali bolj vzhodni del, ki je predvsem znan po naravi in potem, da še niti ni toliko turistično raziskan. No, pa sva prišla. Prva postojanka je malo južneje od Beograda, Zorniča Kuća. To je v bistvu etno selo, pa tudi kemp ima, tako da tukaj bova kampirala. In zdaj čakava na jed izpod sača. Tole je ful dober. Jaz jem telečjo čorbico, Simon ima pa izpod sača. Odlično. Jaz sem toliko lačna, da sploh govoriti ne morem. Tukaj se vse vrti okoli 150 let stare hiše, Zorniča Kuća. Beograjčana je to pravzaprav ful taka priljubljena postojanka za jedi izpod sača, za kakšen roštilj. Dobro jutro, malo sva zaspana. Zdaj greva pa po etno selu malo pogledati okoli, ker včeraj sva bila relativno pozna, pa sva šla samo na večerjo, tako da zdaj greva pa malo raziskati, preden greva na zajtrk. Pečena kafa v Feldžanu sa razlokom, kao nekada u staroj Jugoslaviji. Tukaj je res luštno, no? Pa tudi tako znajo za detajle poskrbeti in tole, pa da je sonček, vikend, wow. Človek bi kar malo še dlje ostal tukaj, kakor si na začetku planiral, ampak moramo iti naprej. Zdaj sva se ustavila še v Beogradu malo, na Adi Ciganli, bova se kakšen krog s kolesi zapeljala, da vidva. Vse skupaj kar spominja na nek ljubljanski Tivoli ali pa ena taka precej rekreativna cona zgleda tole za Beograjčane. Tako da se že veseliva, da si še to pogledava. Danes pa spiva v kempu Kalinovac, to je v bistvu pri Srebrnem jezeru, nekem mrtvem rokavu reke Donave. In je v bistvu tak majhen kempek, ful prijeten, lastnik je tudi izredno prijazen. Poleti je tukaj zakopati, kolesarska pot gre ob Donavi tukaj, tako da je odlična lokacija tudi za vse, ki radi kolesarte. Od raznih trdnjav do narodnega parka. Zdaj smo pa v kraju Golubac in tukaj si gremo ogledati trdnjavo. Malo naju dež sicer heca, ampak dobro, saj baje, da so to tudi notranji neki ogledi. Zgleda pa ful impresivno, no, tako da je res kar ena taka zanimiva zadeva. Se vidi na taki strateški točki, kjer je meja z Romunijo in Donava, tako da se že veseliva. Zdaj smo pa prišli, oziroma sva prišla do samostana Tomane, ki je tako nora, gneča, ful vernikov, ampak je pa baje ful znan, tako da to gremo pogledati. O poti smo videli še en kažipot za destilarno oziroma vinsko klet Pruna, tako da sva se s Simonom odločila, da greva še tole malo pogledati, če sva že tukaj, kako se dela kakšna dobra rakija.
Zdaj zapuščamo to destilarno oziroma vinsko klet. Moram reči, da sva bila res ful pozitivno presenečena. Imela sva degustacijo z ne vem kolikimi rakijami, lastnik je bil top. Mislim, da če boste prišli do sem degustirati, tudi če boste s kemperjem, je rekel gospod lastnik, da lahko spite tukaj. Tudi v bistvu zalagajo najboljše restauracije v Srbiji s tem, prodajajo po celem svetu, tako da mislim, da se vam splača prideti sem, poskusiti, pa Ostati tle. če bo sila, pa lahko razpite, evo. Bova pa zdaj 2 dni v kempu Asin, v bistvu tik pred Đerdap narodnem parku. Zdaj sva pa dobila najino večerjo direktno v kemper, pravi ribja čorba, ki je znana pač tukaj ob reki Donavi in v vzhodni Srbiji. Tukaj so nama pripravili še pohanega soma, tako da v bistvu po moje že skoraj bolj tradicionalno, kot imamo zdajle, tole ne gre, no, tako da dober tek. Iz razgledne točke Ploče se tudi vidi najbolj ozki del reke Donave. Do Romunije tukaj manjka samo še 140 metrov, tako da res zanimivo. Stojimo v Srbiji in pa gledamo gore romunske. Narodni park Đerdap ima tudi kar nekaj simpatičnih peš poti. No, midva sva se pa zapeljala še do enega nekaj metrov, mislim, da okoli 7 metrov visokega slapu. Blederija se imenuje, pa poletje tukaj je popularno, ko je seveda v vročih dnevih, da se ljudje pod njim kopajo. Tudi urejeno imajo za piknike, klopce, nadstreški. Pa če se najavite na infocentru Narodnega parka, je pa baje celo možno, da se tudi s kakšnim kemperjem prespi tukaj, no. Tako da, po moje, da bomo enkrat Pa šotori tudi lahko. Ja, tudi no. Sam prej se morate najaviti, pravijo, drugače pa ni problem. Vzdolž Donava je vse polno trdnjav, seveda zaradi strateških pozicij. Midva se trenutno nahajava v trdnjavi Ram, ki je bila zgrajena konec 15. stoletja strani Turkov. Turki so jo v bistvu tudi obnovili, celoten projekt so oni vodili, dali so denar, tako da v bistvu na nek način tudi v tujih deželah ohranjajo turško kulturo in zgodovino, kulturno dediščino, in da je res zelo impresivna. Pa tudi malo priča o tem, kako velik je bil pravzaprav Otomanski imperij. Drugače pa zanimivo, da so v tej trdnjavi pustili še grobnico starih Rimljanov in nekako svetišče Jupitra, se pravi boga vojne oziroma vojakov, zaščitnika tudi vojakov. Tako da so kljub temu, da ni bila to njihova vera, so vsem pol pustili to svetišče in grobnico na miru. Po moje so si mislili, ne diraj lava, dok spava, se pravi, za vsak slučaj to vraževerje ostaja in mogoče jim je tudi to pomagalo, da so se potem tukaj lahko in ubranili in obstali. Najina zadnja postojanka pa je bilo arheološko najdišče Vinacium, ki je bilo v bistvu eno veliko staro rimsko mesto, imelo je približno 35.000 prebivalcev in v bistvu se da tukaj pogledati ostanke od grobnic do njihovih teh, se pravi, termalnih bazenov,
Videli smo tudi amfiteater, v glavnem, ful zanimiva zadeva, tudi vodič je bil tak super, je nanizal neka dejstva, taka zanimiva. Potem imajo pa tukaj še Mamutov park, to je pa, ko so razne izkope delali, tukaj blizu je tudi termoelektrarna, tako da so potem našli še okostje mamuta. In to je res en tak zanimiv prostor, se mi zdi, da kjerkoli boš kopal, boš najdel neke zgodovinske stvari. Tako 5 dni sva se potepala po vzhodnem delu Srbije. Meni se zdi, da je to nekako prav tak simpatičen čas za ta del, da se razišče. No ja, sicer kakšen dan več tudi ne bi škodoval. Kakor se je na začetku kazalo, da bova imela precej slabo vreme, sva na koncu imela tudi s tem kar srečo. Drugače pa ne vem, naju je kar, se mi zdi, očarala sploh te trdnjave, narava, predvsem park Đerdap, to bi bilo sploh super in po moje, da se bomo zanj še vzeli več časa. Po moje tako, da se sigurno tudi vrnemo. No? Ja, pa tudi ljudje so prijazni, se mi zdi, da tukaj res najdemo še tisto bolj avtentično Srbijo, ki ima še neko ta pravo dušo, zaradi katerega sploh hodimo v Srbijo. No? Tako da pojďte pogledat, pa povejte, kako je bilo še vam všeč. Čau!